Pred nami je torej prvi panel, na katerem bomo govorili o načrtih za poglabljanje ekonomske in monetarne unije in izzivih, s katerimi se pri tem soočajo države in celotna povezava. Veseli me, da so z nami na moji levi redni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Igor Masten, dekan fakultete za državne in evropske študije Matej Avbelj, poslanka državnega zbora in nekdanja predsednica vlade Alenka Bratušek, poslanka Evropskega parlamenta in nekdanja poslanka državnega zbora Romana Tomc in Jure Vršnak iz Direktorata za zadeve EU na Ministrstvu za zunanje zadeve. Preden začnemo z razpravo, bi vas samo prosila, da pred govorom prižgete in ugasnete mikrofone. Gospod Masten, če začneva midva, gospod Stančič je predstavil že nekatere ključne ukrepe, ki jih je 5 predsednikov predlagalo za prvo fazo poglabljanja ekonomske in monetarne unije. Omenil je predlog za vzpostavitev nacionalnih organov za spremljanje konkurenčnosti, ustanovitev svetovalnega fiskalnega sveta, skupno predstavljanje v mednarodnem denarnem skladu, v drugi fazi pa je zaželjena tudi skupna evropska zakladnica. So to po vašem mnenju ključni predlogi ali bi vi predlagali kaj drugega? Hvala za vprašanje. Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, gledajte, tu so predlogi, ki so pač v obtoku že kar nekaj let, pač od poročila 4 predsednikov in so bili pač predlogi, ki so predstavljali pač odziv Evropske unije in Evropske monetarne unije na krizo. Zdaj, kaj naslavljajo tile predlogi, ne? Če bi recimo zdaj podal stališče, kot bi ga recimo podal glavni ekonomist Evropske komisije, ne? Rekel, Evropska unija in ožje evroobmočje potrebujeta več mehanizmov prerazdeljevanja finančnega tveganja in več mehanizmov prerazdeljevanja fiskalnega tveganja. Zdaj, vsi tile predlogi pač nekako sodijo v ti dve skupini. Koraki so hitrejši in otipljivejši na področju porazdelitve finančnih tveganj. Vemo, da je vzpostavljen enoten pač bančni nadzor, ki je že operativen. Ko bomo pač naredili naslednje korake še k poenotenju kapitalskega trga in vzpostavitvi mehanizma za reševanje finančnih inštitucij v težavah ter jamstvo, pač EU-wide jamstvo za bančne vloge, se bo tale del nekako bliže v zaključni fazi. Potem pridemo na področje mehanizmov prerazdeljevanja oziroma absorpcije javnofinančnih tveganj in fiskalnih tveganj. Ta del bo bistveno trši oreh. Mogoče tudi zaradi tega, ker bo, če prvi proces vodi recimo ena inštitucija, ki je edina ta trenutek dobro in centralno vodena inštitucija na ravni EU, torej Evropska centralna banka kot središče Evropskega sistema centralnih bank, je na področju fiskusa to bistveno manj dorečeno in še v večji meri pristojnost nacionalnih držav. Tako da logično je, da bodo potrebni dodatni koraki tudi na področju fiskalne politike. Zdaj, točno kaj bo to pomenilo, je še nedorečeno. Zaenkrat, kar imamo, so seveda tej novi od leta 2012 delujoči pač mehanizmi, kot so pač Evropski semester in vsi njegovi gradniki, s tem, da je ta del v porodnih krčih. Evropska komisija ima težave z metodologijo upravljanja tega sistema. Veliko je napačnih signalov, ki se dajejo nacionalnim državam glede tega, kaj počnejo prav, kaj počnejo narobe, in to bo velik strokovni izziv, ki ga bo treba hitro nasloviti, sicer bodo, dajmo temu reči, oziroma integraciji nenaklonjene sile lahko dobile dodaten zagon. In na drugi strani je seveda izziv, kako naj okrepljen
pač mehanizem fiskalnega vladanja, ne, omogoči to, ne, da bodo države dejansko dosegle konvergenco. Namreč, tlele je v tem poročilu zelo veliko govora o poenotenju politik, poenotenju okvirov in tako naprej, ampak glede na to, da imamo ta trenutek precejšnjo stopnjo heterogenosti med državami, ter da je prvovrstno akademsko vprašanje, če se samo na akademijo omejim, tudi ali je uvedba evra določene te heterogenosti dejansko povečala in jih ne zbližala, ne, potem je jasno, ne, da bo moralo biti v naslednjih 10 in 15 letih precej politik, ki ne bi bile koordinirane na ravni EU, seveda po državah znatno različnih. Zdaj, ali so te ukrepi te pravi ali ne, jaz mislim, da recimo, če bi med tale dva nadnacionalna organa, ki sta tukaj bila omenjena, torej organi za spremljanje napredka na področju konkurenčnosti ali pa nek posvetovalni, ne vemo še kak bo, fiskalni svet, slednji bo definitivno imel večjo vlogo, ker pri vzpostavitvi fiskalne unije bo morala Evropa rešiti problem začetnih pogojev. Torej, ob vzpostavitvi proračuna, zakladnice in tako naprej, kdo pridobi in kdo plača. In tlele bodo vsa mednacionalna trenja prišla na plano. Torej, dobiti nek sistem, ki bo imel, ne bom rekel apolitičen, ampak nadnacionalno kredibilnost za vso politično podporo na nacionalni ravni, bo velik izziv. Glede organov za spremljanje konkurenčnosti sem pa bistveno bolj skeptičen. Timing, mogoče bo zelo hitro, vse skupaj je potrebno to narediti, mogoče bo potrebno imeti odgovor na vse skupaj že 24. junija. Torej, ko bodo znani rezultati Brexit referenduma. Takrat bomo lahko v zelo kratkem času videli, ali bo odgovor na vsakem primeru, bo 24. junija se bo potrebno začeti pogovarjati odkrito o problemih. Ne glede na to, ali se Velika Britanija odloči, da ostane v Evropski uniji ali da odide. V vsakem primeru je njihov referendum znak, da je ogromno problemov. In zdaj, če slučajno pride do negativnega rezultata, bo treba prepoznati, da bo do negativnega rezultata prišlo zaradi tega, ker je populacija pod 45 v Veliki Britaniji enostavno ne dovolj zanimirana za EU procese, da bi prišla voliti, in bo del kohorte, ki je proti, enostavno dominiral referendumski proces, in potem bomo videli, kak bo odgovor preostanka EU. Hitreje ali počasneje, ter vkolikor se odločimo za hitreje, ali bo ta hitreje v ozki skupini ali širši skupini. Hvala, gospod Mastan. Zdaj ste načeli že kar nekaj vprašanj, ki se jih bomo dotaknili tudi v nadaljevanju. Gospa Bratušek, omenili smo nekaj organov, ki jih predlaga 5 predsednikov, poleg omenjenih denimo tudi nadzornika enotnega kapitalskega trga. Je po vašem mnenju teh organov že dovolj ali lahko prinesejo še kaj pozitivnega? Najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. In tudi sama naj takoj na začetku povem, da mislim, da samo močnejša Evropa, pa naj se to imenuje Združene države Evrope ali pa kakorkoli drugače, bo lahko preživela oziroma ostala, in globoko se strinjam s tem, kar je povedal predsednik, da je odgovornost predvsem na politikih v posameznih državah, da o tem odgovorno ozaveščamo ljudi. Skratka, Evropo morajo ali pa moramo ljudje vzeti za svojo kot nekaj dobrega, kot tisto, kar si
Evropejci želimo in konec koncev zaslužimo. Samo močnejša bo pa preživela. In tudi te integracije, o katerih danes govorimo, mislim, da so korak v pravo smer. Seveda je potrebno, po moji oceni, še kar nekaj debate okrog vsega in eno so te razni organi, ki jih omenjamo. Bolj kot število teh novih organov, mislim, da je pomembno, da se pogovarjamo o nalogah, ki jih bojo ti organi morali izvajati. Bosta 2, 3, 5, mislim, da je manj pomembno. Zelo natančno bi bilo treba pa definirati njihove naloge. Gospod Vršnak, kakšno je stališče Slovenije do poglabljanja ekonomske in monetarne unije? Menite, da bi bila izvedba načrta 5 predsednikov dovolj, da se evro in monetarna unija okrepita? Predsedniki so v poročilu denimo zapisali, dokazati moramo, da evro ne bo le preživel, ampak bo cvetel. Ja, hvala lepa, lep pozdrav vsem. Slovenija kot mala država, kot država, ki je izvozno usmerjena in ki je del nekega prostora, mora absolutno biti v interesu, da ekonomska in monetarna unija deluje, da je evroobmočje stabilno. Jaz mislim, tudi če ne bi bili člani evroobmočja, bi bila evrocona tako pomemben faktor za Slovenijo, da enostavno ne bi bi vplivalo na nas v vsakem primeru. Zdaj, vprašati se moramo, kaj so alternative. Alternativa dezintegracija? Verjetno ne. Alternativa tudi ne more biti status quo, ker vidimo pač v tako, ne samo kriza evroobmočja, tudi migracijska kriza recimo. V zadnjih recimo 5 letih ali pa nekaj več se je preklopilo nekaj kriznih dogodkov, na katere v bistvu ne more biti odgovor dezintegracija, ampak recimo temu ena poglobitev povezovanja. Zdaj, ukrepi, ki so navedeni, ki so predlagani v poročilu 5 predsednikov, grejo v isto smer. Imajo isti cilj in to je, da kako narediti EMU nekako bolj stabilno, bolj odporno na krize. In jaz mislim, da to mora biti v strateškem interesu tudi Slovenije. Tako da, jasno, zdaj, jaz mislim, da je pomembno, da se ne izgubi tukaj širša slika. V samem poročilu 5 predsednikov, ki je recimo temu tudi nekako intelektualni naslednik Van Rompuyjevega poročila iz leta 2012 in pa načrta za pravo EMU, ki jo je predstavila istega leta komisija. Tukaj vedno bomo prišli v situacijo, ko bodo države iskale neke svoje specifične interese. Tako da jaz mislim, da je ključnega pomena, da se recimo v tej fazi, v kateri smo, da pride do nekega političnega dogovora med državami o skupni viziji in skupni ciljem, kamor želimo priti. Ker ko se bomo zapletali, slej ko prej se bomo zapletali v podrobnosti, takrat je ponavadi prilika, ko vsaka država pride potem s svojimi specifičnimi nacionalnimi interesi. Mislim, da bomo preseči to mentaliteto, recimo temu Angleži pravijo temu counting pennies. Poročilo absolutno vsebuje tiste prave ukrepe. Zdaj, jasno, države ne bojo enakega mnenja, kateri so dobri, kateri niso dobri, ampak predvsem je važno, da je pač tisti cilj, tisti, katerega pa delijo vse države, vseh EU28. Gospod Avbelj, bi prenos dodatnih pristojnosti na Bruselj po vašem mnenju olajšal sobivanje v območju evra ali je treba v prvi vrsti poskrbeti za spoštovanje obstoječih pravil? Hvala lepa za vprašanje, hvala lepa organizatorjem za povabilo na to izjemno pomembno konferenco. Zares smo v časih, ki so nekako odločilni za Evropsko unijo. Evropska unija je na torišču. In če se dotaknem vašega vprašanja, lahko rečem, da je enostavno že prepozno, mnogo prepozno govoriti o tem, da bi se nekoč davno morali držati pravil in če bi se zares držali pravil, da je bila situacija drugačna. Vemo, da se je pakt stabilnosti v Evropski uniji kršil,
da se je kršil v 90-ih, da se je kršil v 2000-ih, da se je kršil strani največjih držav članic in da sankcij praktično takrat ni bilo nobenih, ker je bil postopek kot tak pravzaprav podvržen zgolj političnemu sankcioniranju. In potem, to je zdaj že stara zgodba, ko je prišla finančna kriza z one strani Atlantika, so države, ki se niso držale pakta stabilnosti, pač zašle v to negativno, uničujočo ekonomsko spiralo. In edini odgovor na to je bil, da se prenesejo nove pristojnosti, pa niti ne na Evropsko unijo, ker za to ni bilo soglasja med vsemi državami članicami Evropske unije, ampak so se sklepali, ne smemo pozabiti, mednarodni sporazumi, mednarodne pogodbe, s katerimi smo vzpostavili nove mehanizme za to, da smo reševali določene države članice Evropske unije. Tako da zdaj imamo pravzaprav izjemno slabo situacijo z Evropsko unijo, ko njen pravni red niti ni več enoten, ampak neka ključna vprašanja so urejena v mednarodnem pravu in morajo te mednarodne pogodbe potem biti izvrševane strani institucij Evropske unije. Če zaključim to vaše vprašanje, vse, kar se pravzaprav slabega zgodi Evropski uniji skozi njeno zgodovino, in tisto, kar se zgodi z vidika politik in pa kar je na nek način pričakovati, se zgodi zato, ker države članice niso dovolj pravočasno na EU prinesle zadosti število pristojnosti in drugič, zato, ker tudi tistih pristojnosti, ki so bile prenešene na Evropsko unijo, potem doma v svojih pravnih redih, v svojih nacionalnih politikah niso izvedle. Kot je že rekel kolega Masten, Evropska unija še danes v svoji biti temelji na koordinaciji ekonomskih politik, na koordinaciji fiskalnih politik. Tam, kjer pa te koordinacije ni, kjer zares obstaja nek federalni organ tipa ECB, tam Evropska unija deluje. Tako da po mojem mnenju, da bi se lahko odgovorilo na vse te krize, ki se nam dogajajo, bo nujno potreben prenos novih pristojnosti na Evropsko unijo, tudi izgradnja evropske administracije, ki je ni. Mi imamo danes veliko navado govoriti o tem, kakšna birokracija je Evropska unija. Evropska unija nima birokracije, pravično je v vsem odvisna od držav članic. Evropska unija tudi nima proračuna, s katerim bi lahko kakršnekoli eksternalije internalizirala. Tako da veliko je mitov, s katerimi se moramo spopasti, in ko bomo na te mite pogledali bolj v racionalnem okviru, ne toliko v emocionalnem okviru, bomo lažje identificirali naše poti za naprej. Gospod Tomc, zakaj bi se v času, ko morajo vlade držav veliko napora vlagati že v to, da državljane, socialne partnerje prepričajo v to, da je treba nadaljevati z reformami, ukvarjala še s poglabljanjem ekonomske in monetarne unije? Hvala lepa za vprašanje. Lep pozdrav najprej vsem skupaj in takoj najbolj direkten odgovor. Zaradi tega, ker je to vzporeden proces. Zaradi tega, ker ni Evropske unije brez tega, da se bo notranje spremenila, da bodo države naredile potrebne reforme, ki bodo pravzaprav podlaga za to, da pridemo na nek večji skupni, bolj skupen imenovalec, ki je predpogoj za to, da bi lahko sploh govorili o Evropski monetarni uniji oziroma o njenem poglabljanju. Če dovolite, glede na to, da imam edina izkušnja, kaj se zares dogaja v Bruslju oziroma v Evropskem parlamentu, tudi posredno v Evropski komisiji, nekaj izkušenj iz mojega dosedanjega dela. Mi smo v Evropski parlament prišli sredi leta 2014. Danes smo sredi leta 2016. Kaj se je zgodilo od takrat do danes? Začeli smo se pogovarjati o 350 milijardnem investicijskem programu za zagon evropskega gospodarstva. Imeli smo strašne gospodarske cilje. Potem se je pa začelo podirati, domine so se začele podirati. Danes ne govorimo o ničemer drugem kot o težavah. Zadela nas je Grčija, ki je sicer bila že stara zgodba, vendar Grčija je bila najprej na sporedu. Da ne govorim o migrantski krizi. In vse premalo se recimo v Sloveniji govori o nevarnosti Brexita. Mislim, da kar lahko berem, tukaj se samo po sebi razume, da se bodo vendarle v Veliki Britaniji odločili racionalno.
kajti racionalna odločitev bi pomenila, da ostanejo v Evropski uniji, del Evropske unije, vendar te odločitve na referendumih, ki jih sprejemajo ljudje, pač niso vedno racionalne. Komentar glede na to, kar je povedal tudi predsednik države, gospod Borut Pahor, popolnoma se strinjam s tem, da tako kot je, več ne more iti naprej. Ne glede na to, da smo včeraj ali predvčerajšnjim dobili napoved Evropske komisije o bodočih gospodarskih trendih, ki so pozitivni, vendar to je veliko premalo. Ozadje, ki je za temi pozitivnimi trendi, pa so temelji, ki niso trdni, če se milo izrazim. In seveda mi potrebujemo spremembe. Takšna Evropska unija, kot je danes, ne more preživeti. Vsaka kriza, ki jo zadane, Grčija, ki jo zadela, migrantska kriza, ki jo zadela, Bog ne daj, da jo zadane tudi Brexit, so takšni veliki padci, po katerih se čedalje težje pobiramo. Zato bomo morali nekaj narediti. Jaz sama sem pristaš in zagovornik močne, trdne Evropske unije in seveda absolutno članstvo Slovenije v Evropski uniji. Kar pa se ne strinjam s predsednikom države, pa je, da je to, kar so predstavili, kar je predstavilo 5 predsednikov, majhen korak. To je izjemno, izjemno ambiciozen načrt do leta 2025. In jaz mislim, da če tukaj zaključim, pa bomo potem še nadaljevali, da zavedanje o tem, da če bomo nadaljevali v smer fiskalne unije, to pomeni odpoved velikega dela suverenosti posameznih držav. Evropska monetarna unija je edina unija na svetu, kjer so vanjo vključene suverene države. Na eni strani smo naredili nekaj korakov naprej, uvedli enotno evropsko valuto, recimo na drugi strani pa nismo poskrbeli za to, da bi države članice imela tudi na drugih področjih enotna izhodišča. Imamo drugačen socialni položaj, imamo drugačno gospodarsko razvitost. Seveda smo uvedli neke spremljevalne mehanizme, ki nadzirajo, ali so naši proračuni vzdržni, kako kaj napredujemo z reformami, imamo evropski semester. En korak naprej sta bila, recimo, ne vem, če je poznano vam, six-pack in two-pack ukrepi, ki nadzirajo proračunsko disciplino v posameznih državah. Vse to so samo spremljevalni in nadzorni mehanizmi. Več od tega pa Evropa ta hip nima. In seveda to poročilo predvideva, jaz po moji oceni, 3 faze. Zdaj smo na prvi polovici prve faze. Že v drugi fazi se bo morala Evropa odločiti oziroma pokazati, kako resna je, ker ta druga faza že zahteva ustavne spremembe. To pa pomeni soglasje vseh držav članic, prav vseh. In da zaključim, kaj to v praksi prinaša težav na primeru. Takoj, ko smo prišli v Evropski parlament, so nam dali za podpisati peticije tako imenovane single seat. Poznate to, mi se vsak mesec selimo iz Bruslja v Strasbourg, povzročamo ogromne stroške in seveda naši volivci nas kar naprej napadajo, kako smo zelo potratni in zakaj to počnemo. In jaz sem že neskončnokrat podpisala, da jaz bi pa single seat. Ampak seveda za single seat je treba spremembo Lizbonske pogodbe, ker se morajo vse članice strinjati s tem, da bo pač samo en sedež. In predstavljajte si Francijo, ki se bo strinjala s tem, da se bo odpovedala sedežu parlamenta v Strasbourgu. Že tako majhen korak, kot je to, predstavlja ogromen zalogaj za Evropsko unijo. In zdaj si predstavljate, kako težko bo doseči to, kar je zapisano v tem dokumentu. Ampak mislim, da druge poti pač ni. Da včasih bo treba stisniti zobe in iti po tej poti, ker sicer je za Evropsko unijo kot tako konec. Hvala. Gospod Masten, gospod Tomc je omenila, da nas čaka zahtevna naloga. Vi ste sicer omenili britanski referendum, da bo že takrat prišel čas za odločitve in
pogovore, pa vendar predsedniki so si zadali rok za dokončanje poglobitve ekonomske in monetarne unije do leta 2025. Se vam zdi to, glede na vse različne interese med državami, izvedljivo? Ja, seveda, gledajte, 10 let je relativno konzervativno časovno obdobje. Jaz mislim, da je več kot izvedljivo. V približno takem času se je tudi pač od prve operacionalizacije do končne izvedbe uvedel evro. Bolj kot od papirja, ker dejansko to poročilo, najprej 4, zdaj 5 predsednikov, dejansko daje kar konkretne in do nedavnega nepredstavljive predloge za, kot je recimo skupna zakladnica ali pa proračun, ali pa skoraj popolna predaja ingerenc pri reševanju finančnih inštitucij. Tisto, kar bo ključen dejavnik tajminga, je pokazati voditeljstvo. Že dvakrat je bila recimo omenjen tukaj primer ECB-ja. Whatever it takes govor, ki ga je guverner ECB-ja Mario Draghi pač dal na začetku, ki je bil pač jasen signal, da se bo nekaj spremenilo na načinu, kako ECB odgovarja na eksterne finančne šoke, je pokazal leadership. To je tisto, česar ta trenutek na področju fiskusa ni. Nemčija je motor, ni pa šofer ta trenutek. Komentatorji se že sprašujejo, ali je recimo Italija tista, ki lahko pokaže leadership. Ampak voditeljstva ta trenutek enostavno ni. Mogoče bo Brexit naredil, kot je bil zakaj je bil recimo na strani ECB-ja na eni točki je moral nekje narediti pač klik v eni glavi, da pokaže leadership. Zato, ker bi bil to blazno klaveren konec, da gre ena država v nekontroliran default. Podobno je lahko na področju pač fiskusa, da pač celoten mehanizem koordinacije, tako smo že rekli, pripelje do tega, da se divergence posameznih držav da delujejo do točke, da pride recimo do popolnega socialnega kolapsa. In lahko, da bo Brexit en tak sunek, ki bo pač pripeljal do tega, da bo nekdo ali pa skupina, relativno ozka, to mora biti, prevzela vodenje na tem področju. In potem je tudi seveda 2025 komplet dosegljiv časovni rok. Gospod Mastan, veliko omenjate Evropsko centralno banko, pa se vam ne zdi, da svojo politiko ECB morda tudi zmanjšuje pripravljenost držav na poglabljanje in nadaljevanje reform? ECB vpliva na ceno denarja in vpliva zaradi tega seveda na stroške, ki jo zadolževanje imajo tako države in podjetja. Temu mi rečemo transmisijski mehanizem v ekonomiji in to je tukaj že 100 let. Človek bi rekel, dajmo to že enkrat prerasti. In jasno je, da to zmanjšuje pripravljenost na reforme. Slovenija je klasičen primer. Takrat, ko je bil strah na najvišji ravni, se je veliko naredilo. Ko je strah popustil, so za nazaj vsi pametni in seveda najdejo ogromno še bolj pametnih razlogov, da se bistveno manj naredi. To je splošen problem. Ampak to ne pomeni, da ne more nekdo prevzeti voditeljstva. Takrat, ko pridemo do točke, ko rečemo, imamo leadership porihtan, bo tudi ta problem bistveno manjši. Gospa Bratušek, vi ste vlado vodili v zelo turbulentnih časih. Se vam zdi, da bi se takrat lažje oziroma bolj učinkovito spopadali s problemi, če bi recimo nekateri ukrepi z načrta 5 predsednikov
že bili uveljavljeni? Zdaj, če se v državi zavedamo, kaj je treba narediti, ne bi bilo potrebnega nobenega pritiska. In mene v Sloveniji moti predvsem to, da želimo ljudem predstaviti, kot da je vse, kar je v naši državi treba narediti zaradi Evrope in pritiska Evrope. Pa je temu daleč od tega. Stvari moramo spraviti v red zaradi sebe, z Evropo ali brez Evrope. Zdaj, če govorimo o pravilih na področju proračuna, vsaj dve temeljni pravili že vrsto let veljata, to sta primanjkljaj in dolg, se pravi omejitev teh dveh, pa se jih ne spoštuje. Se pravi, ne vem, če bi dodatna pravila, bom rekla, države še bolj prisilile v to. Jaz mislim, tako kot sem že prej povedala, da samo zavedanje, da je zaradi nas samih stvari treba spremeniti in spraviti v red, je prava pot. Ne s prstom kazati na Evropo. To moramo zato, ker to od nas zahteva Evropa. Je pa treba, ali pa želim povedati še nekaj, zadnja kriza, velika, v Sloveniji mogoče smo bili država, ki smo jo najbolj čutili, ni bila toliko posledica slabih javnofinančnih odločitev. Največji problemi so nastajali v bankah. Sem prej, ko sta kolega na moji desni govorila, da je edina inštitucija, ki v Evropi funkcionira, je ECB. Mogoče po tej krizi funkcionira drugače, ampak definitivno tudi ECB in centralne banke takrat, ko bi morale odreagirati, niso odreagirale tako, kot bi morale. In bi stroški za državo, za državljane pri sanaciji bančnega sistema lahko bil manjši. In tudi zaradi teh problemov se pravzaprav sploh pogovarjamo o enotni monetarni uniji. Predtem ni bilo neke velike razprave, kakšna pravila so za področje finančnih trgov ali pa bank še mogoče bolj potrebna. Tako da tudi to mislim, da je problem Evrope, da vedno malo zamudo vsi skupaj začnemo nekaj reševati. Bi bilo treba videti, kaj je treba pred tem narediti. Seveda je pa bistveno lažje, bom rekla, govoriti, kot pa stvari, ki so v dokumentu, spraviti v življenje, in se strinjam s kolegico, da to je daleč od majhnega koraka. To so ogromni koraki in roko na srce, jaz sem prepričana, da tudi čisto vsi iz tega dokumenta ne bodo zaživeli. Gospod Tavbelj, izrazili ste že podporo dodatnemu prenosu suverenosti, poglabljanju integracije, čeprav v nekaterih državah, to omenil tudi predsednik Republike v govoru, državljani temu nasprotujejo, recimo na vzhodu. In Evropska unija se pri reševanju nekaterih kriz v zadnjem času, denimo begunske, ni skazala najbolje. Je torej vseeno dobro, da vztrajamo na tem poglabljanju, ali bi bilo ravno to reševanje kriz bolj učinkovito, če bi imeli več pristojnosti? Če bi pristojnosti ostale doma, če bi jih, kot pravijo zagovorniki Brexita, repatriirali, da pristojnosti vrnemo nazaj iz Bruslja v London. Svoj prejšnji odgovor sem končal z mitoma. In eden največjih mitov je, da so danes države članice Evropske unije še suverene. Češ da ali pa da je bile mnogo bolj suverene, če ne je bilo Evropske unije, če ne je bilo Bruslja, in da ker bi bile bolj suverene, da bi se same lažje soočale z vsemi krizami, ki so se nam zgodile. Dokaz vsega, kar se nam dogaja v zadnjih 20 letih, je, da države članice niso več suverene in da, če ne je bilo Bruslja, bi bile v mnogo slabšem položaju, kot so zdaj. In ne samo to, tudi mi rajemo več pristojnosti na raven Evropske unije, ker je to preprosto globalizacijsko
globalizacijska zahteva. Globalizacija je sprožila nek nov sistem, vzpostavila nekaj, čemu rečemo normativna moč dejanskosti. Zunaj so akterji ekonomski, zasebni akterji ekonomski, ki v temeljnem vplivajo na to, kaj se dogaja v Ljubljani in tudi kaj se dogaja v Bruslju, ne da bi prebivalci Republike Slovenije ali pa Evropske unije na to sploh mogli vplivati. Klasičen primer, s katerim se je soočila magister Bratuškova, ki ga vedno uporabljam za svoje študente, ko želim ilustrirati to zadevo, je, ko je agencija Moody's, Credit Rating Agency Moody's, sredi izdaje obveznic Republike Slovenije znižala našo bonitetno oceno. In jasno, logičen refleks nekoga je bil, to je v nasprotju z nekimi standardi, katerih naj bi se vsaj te agencije tudi same držale, in mi bomo to agencijo tožili. Kje? Na Okrajnem sodišču v Ljubljani? V redu, jo bo obsodilo Okrajno sodišče v Ljubljani, pa kaj se bo zgodilo? Nič. Ker enostavno ekonomska moč, politična moč, pa tudi pravna moč je ušla z ravni držav članic. Je ušla tudi uhaja z ravni Evropske unije. Zato mi potrebujemo Evropsko unijo, da se lahko borimo s temi globalizacijskimi trendi. Samo Evropska unija lahko odgovori na izziv Googla. Samo Evropska unija lahko odgovori na izziv Microsofta. In to je tisto, kar je treba našim državljanom in državljankam onkraj emocionalnega okvira nekako vtisniti v njihov racionalni okvir. In tisto, kar se še dogaja na vzhodu ali pa kje druge, na nivoju politikov, ki jadrajo na valovih evroskepticizma, je, da v bistvu ta strah, to nemoč držav, pa tudi državljanov, izkoriščajo v svoj prid. In Evropska unija je najbolj priročen grešni kozel za vse tisto, kar doma nismo uspeli postoriti, in je najbolj priročen grešni kozel za to, da v Bruselj lansiramo svoje domače probleme. Ampak jaz vedno pravim, Evropska unija se začne doma. Evropska unija bo toliko šibka, pa bo toliko močna, kot so močne njene države članice. In če se danes ozrete po Evropski uniji, vidite, da je večina držav članic Evropske unije v upravljalskem smislu v razsulu. Še nikoli niso bile tako slabo upravljane, še nikoli niso bile klasične politične stranke tako šibke, še nikoli v državah članicah ni bilo tako težko dosegati nekih nacionalnih soglasij o nekih potrebnih ukrepih. In to je tisto, kar bi nas moralo skrbeti, ker ravno konvencionalna, klasična demokratična politika je v državah članicah Evropske unije najšibkejša tedaj, ko so izzivi največji. In če ni tega, če so države slabo upravljane z različnih notranjih peripetij, tudi leadership nima od kje priti. Evropska unija je bila zamišljena po Jean Monnetu metodi, da bo ta leadership nekako imela Evropska komisija. Ampak silom prilike teh kriz, ki so se zgodile, je zdaj ta leadership na Evropskem svetu. Ampak v Evropskem svetu je pa spet 28 držav članic, ki so takšne, kot sem jih bil prej opisal. Gospod Tomc, vi ste bili članica Državnega zbora, zdaj ste članica Evropskega parlamenta, izkušeni iz slovenske politike imate veliko. Kako bi ocenili, ste tudi vi mnenja, da je večja učinkovitost na evropski ravni, da je domača politika premalo učinkovita, bi tudi iz tega vidika podprli nadaljnji prenos pristojnosti? Kot rečeno, jaz podpiram osebno nadaljnji proces integracije, večje integracije in močnejše Evropske unije. Glede primerjave slovenskega in pa Evropskega parlamenta pa je zelo nadaleč, tako je vidna ena razlika. V Sloveniji govorimo, da imamo 3 veje oblasti, sodno, izvršilno in zakonodajno. Ampak če drugega ne, pa če pustimo ta hip sodno malce ob strani, ampak zakonodajna pa izvršilna oblast sta pri nas pravzaprav eno in isto, kajti zakonodajna oblast v parlamentu izrazito podpira in skoraj vedno 100% podpre predloge, ki jih predlaga izvršilna oblast. V Evropskem parlamentu temu ni tako. Evropski parlament ni zagovornik in ni potrjevalec odločitev in predlogov, ki jih v parlament prinese Evropska komisija. Nikoli.
Mi ne sprejmemo nobenega dokumenta, kjer ne bi iskali soglasja med različnimi političnimi skupinami. Kot veste, jaz pripadam Evropski ljudski stranki, najmočnejši stranki v parlamentu, vendar sami, kljub temu, da smo največji in najmočnejši, ne moremo sprejeti ničesar. Zato vedno iščemo zavezništvo z socialnimi demokrati kot druga najmočnejša stranka in ga zelo pogosto tudi najdemo. V tem primeru so seveda potem odločitve dokaj preproste, jasne in stvari gredo skozi. Ni pa to vedno primer. Hočem pa povedati to, da ga ni dokumenta, ki ga ne bi sprejeli vsaj z 100 amandmaji različnih političnih skupin. In tako se izoblikuje, bom rekla, najboljša ali pa boljša rešitev kot tista, ki je prišla v parlament. V našem parlamentu pač očitno čas še ni zrel za kaj takega. Ne. To opažam kot bistveno razliko. Ne. Je pa v zadnjem času Evropski parlament pridobil, za razliko od prej, na svoji pomembnosti sodelovanje v trialogu, to se pravi s svetom, komisijo in parlamentom ob sprejemanju dokumentov je zelo pomembno in tudi tam se dogajajo pač precejšnje spremembe. Tako da jaz se nadejam nadaljnjih postopkov v tej smeri, kaj konkretno zdaj delamo, tako še malo iz prakse. Včeraj smo se kregali o ustanovitvi, ampak zares kregali o ustanovitvi nove preiskovalne komisije Panama Papers. Pred časom jaz sem v odboru za finance in v odboru za zaposlovanje, v odboru za finance sprejeli kar nekaj dokumentov, ki bodo bistveno preoblikovalo področje bančne unije, na področju bančništva, tudi na področju zavarovalništva se obetajo številne spremembe, na področju kapitalske ustreznosti in take stvari, ko se potem sprašujemo, zakaj se čez 2 leti nekaj zgodi pri nas, morda zato, ker se je pred 2 letoma spremenil kakšno merilo ali pa kakšen kriterij v nekem dokumentu in to pač posledično prinese tudi odločitve drugačne prenosne. Ker mislim, da imamo v Bruslju skupaj, ne samo parlament, ker parlament je prešibek, ampak skupaj komisija, parlament in svet, seveda tudi centralna banka, kar pomembno vlogo in upam, da se bo okrepila še naprej. Se pa strinjam s tistimi, ki pravijo, da vodstvo je zelo pomembno. V tem hipu bi bila jaz kar precej kritična do vodstva vseh najpomembnejših inštitucij in mislim, da bomo morali tudi na tem narediti kakšen korak naprej. Boljše vodstvo vseh teh inštitucij na čelu z Evropskim parlamentom bi najbrž prineslo tudi bolj učinkovito spopadanje s težavami, ki jih imamo sedaj. Gospod Vršnak, kaj tesnejše povezovanje pomeni za male države, kot je Slovenija? Je to za nas dobro ali ne? Kaj s tem pridobimo ali izgubimo? Predsednik republike je govoril, da je to eksistencialni pogoj. Se s tem strinjate? Absolutno. Za male države mislim, da tukaj dileme sploh ne bi smelo biti. Integracija je enostavno. Vprašamo se za trenutek, kaj predsednik države je govoril o tem, če pride do primera, da bo recimo se oblikovalo eno ožje jedro držav članic. Jaz se strinjam, tudi Slovenija si ne more privoščiti, da bi bila izven tega. Ker takoj, ko si ti izven enih integracijskih procesov, takrat se ti zgodi, da pravzaprav namesto, da bi užival prednosti, postane to prepreka, postane to ovira, bodi si ovira za podjetja, za banke, za državljane. Je pa res, da je žal prišlo do tega, da smo nekako vse prednosti, ki izhajajo iz integracije, nekako začeli imati kot samo kot pomembne. In je v bistvu pravzaprav zelo malo včasih treba, da se ponovno spomnimo, kako pomembno je to. Primer, ko je prišlo do migracijske krize in ko je prišlo do zapiranja notranjih meja, takoj v hipu so se pojavile študije, kakšne stroške to pomeni recimo konkretno za sektor avtoprevoznikov. Tako da tukaj mislim, da kakšne dobre ali pa pametne alternative
tesnejše integracije ni, se pa strinjam z predsednikom države. Tukaj imamo res opravka ali z enim premišljenim tveganjem ali pa nepremišljenim tveganjem. Tako da integracija vsekakor ima določene pasti, ampak mislim, da za malo državo, ki je izvožno usmerjena, mislim, da tukaj dileme ne bi smelo biti. Gospod Masten, ste želeli nekaj dodati? Podatek. Na področju jugovzhodne Azije, Indije in Kitajske je 51% svetovnega prebivalstva in kmalu bo tam tudi polovica svetovnega GDP-ja. Na področju celotne Evrope je 7% svetovnega prebivalstva in zaenkrat še 20% svetovnega GDP-ja. Torej ni vprašanje, ali je Slovenija kot majhna, ki je naj bi bila. Bolje vprašanje, ali je EU kot majhna, kam se bo postavila v centrih ekonomske moči, ker tale ni več v Evropi. In še gospod Tomčev? Če lahko še jaz tukaj dodam glede na spet vročo temo, ki se pojavlja v teh dneh v naših medijih, tudi evropskih medijih, TTIP. V navezavi s tem, kar pravi dr. Masten, mi najbrž mislimo, da smo zelo veliki in zelo pomembni. V resnici smo pa zelo majhni in v globalnem svetu iščemo zavezništva vse povsod, tudi na gospodarskem področju. Pred nedavnim sem bila v Siliciji dolini pri Googlu in vseh teh podjetjih. Veste, kaj me je presenetilo, glede na to, da sem tudi pogajalka v naši politični skupini za TTIP in ga kar dobro poznam. Pravzaprav jih TTIP ni preveč skrbel, ampak jih je bolj skrbelo, ali bodo Združene države uspele skleniti pacifiški sporazum. Jaz mislim, da je prav, da se ob vseh teh diskusijah, ki se odvijajo tudi v naših medijih, zavedamo obeh plati zgodbe. Zgodba TTIP ni samo grda zgodba, kjer nas bodo požrle velike ameriške korporacije, ampak je to tudi zgodba, ki ima svoje pozitivne plati in jih moramo videti. Oboje moramo videti, sicer bomo izgubili vsi. Gospod Avbelj, za omizjem vlada kar tako široko prepričanje, da je tesnejša integracija za vse koristna, pa vendar ne smemo prezreti tveganja, ki pa se pri tem pojavlja za male države. Kako zagotoviti, da bruseljsko kolesje malih članic ne bo preveč posrkalo vase oziroma povzilo? Zdaj, predsednik republike je govoril, da je to razumno tveganje. Kakšno je vaše mnenje? Izhajal bom spet iz prejšnjega izvajanja, pa zgodbe o suverenosti, pa obstoju naroda, na katero me na nekaj način sprašujete. In tudi sem dotaknil tega ali pa kar prilepil na to, kar je rekla gospa Tomc. Glejte, Slovenija pa slovenski narod bo toliko močan, pa toliko obstojen v tej globalizacijski tekmi, kolikor bo svojo suverenost izvrševal v sodelovanju z drugimi. Tako da za Slovenijo pa za slovenski narod mora Bruselj obstajati kot instrument, s pomočjo katerega bomo lahko še naprej uveljavljali svoje nacionalne interese ne samo doma, ampak tudi v Evropski uniji in potem širše v globalnem profilu. Brez pomoči neke širše integracije, ki jo zdaj posebej Evropska unija, bo slovenski narod ostal na prepihu globalizacijskih tokov, ki ga bodo enostavno lahko tudi odpihnili zemljevida tega sveta. Tega se moramo res zavedati in vsem tistim, ki zdaj pripovedujejo druge zgodbe, tistim, ki gledajo že na samo Evropsko unijo kot na nek proces, ki ogroža Republiko Slovenijo ali pa ki Evropsko unijo primerjajo z nekdanjo Jugoslavijo ali pa tisti, ki so recimo v Varšavskem paktu, bili v Varšavskem paktu, ki primerjajo Bruselj za Moskvo, je treba povedati, da obstaja kvalitativna razlika. Slovenija, Slovenci se moramo skupaj z drugimi državami, članicami Evropske unije prizadevati, da EU ostane tisto, kar je, torej utemeljena na načelih vladavine prava in demokracije. In v taki konstelaciji bomo lahko tudi Slovenci uveljavljali svoje nacionalne interese.
Gospod Vršnak, kako pa vi, denimo, vidite vlogo velikih držav v kontekstu delovanja evrskega območja? Veliko recimo govorimo o Nemčiji, da nasprotuje skupnim obveznicam, zdaj recimo bije besedno vojno z Evropsko centralno banko in na čelu držav, ki nasprotujejo evropskemu sistemu jamstva za bančne vloge, no, oziroma imajo veliko pomislekov. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, veliko je bilo govora za tem omizjem o leadershipu. Mislim, da je to en vidik, ki se ga nekako pričakuje od Nemčije. Veliko je bilo govora o francosko-nemškem motorju, morda tudi zaradi določenih kriznih razmer je na trenutke Nemčija v bistvu ostala sama, tako da pravzaprav tukaj je eno pričakovanje, se pravičujem, da bo Nemčija tista država, ki bi nekako potegnila v bistvu cel voz naprej. Je pa res to, da tudi recimo migracijska kriza ni pustila Nemčije nedotaknjene, tudi v notranje političnem smislu, tako da tukaj je mogoče tudi treba iskati razloge za to. Je pa res to, tudi samo poročilo 5 predsednikov integracijo v bistvu EMU vidi na dolgoročni projekt. Tako da tukaj moramo tudi upoštevati določeno politično realnost v državah članicah. Ne smemo pozabiti tako v Nemčiji kot v Franciji leta 2017 leto volitev. Tako da se nekako pričakujemo, da bo v tem obdobju nekako mogoče tudi prišlo do ene močnejše vloge in večjega vodstva. Zdaj, kriza evra, pa tudi migracijska kriza je v bistvu nekako zakrila eno drugo krizo, ki je pa kriza zaupanja med državami članicami. In to je pravzaprav zelo pomembno, ko govorimo o prenosu pristojnosti. Če recimo govorimo o fiskalni uniji, kriza zaupanja se kaže na eni strani, ko določene periferne države gledajo morda skepso do določenih predlogov, ki mogoče uvajajo večji nadzor nad javnimi financami. Medtem ko severne države ali pa države centra pa na določene druge predloge gledajo skepso, ker vidijo kot en vzvod za odtekanje njihovega davkoplačevalskega denarja. Tako da mislim, da tukaj bo treba v prvi vrsti narediti več za to, če želimo dejansko uresničiti te cilje, ki si jih je poročilo 5 predsednikov zastavilo za leto 2025. Gospod Avbelj, ob poglabljanju ekonomske in monetarne unije se odpira tudi vprašanje, kako zagotoviti povezanost med območjem evra in pa ostalimi članicami Evropske unije. To je ne nazadnje zelo pomembno tudi za Veliko Britanijo, o Brexitu smo danes že govorili. Kako zagotoviti to povezanost? Ja, vaše vprašanje se v bistvu nanaša na tisto, kar v Evropski uniji že obstaja, in to je Evropska unija več hitrosti. Vemo, da je Velika Britanija ima cel niz praktično že sistemskih opt-outov iz skupnih politik Evropske unije. Ima jih največ, ni pa edina. Jih ima tudi Irska, ima jih tudi Danska, določene parcialne imajo tudi druge države članice Evropske unije. Vendar, ko gre za področje opt-outa iz skupne valute evro, torej iz Evropske monetarne unije, je problem toliko večji, ker je seveda evro neposredno vezan tudi na skupni trg. Skupni trg je bila in ostaja tista srčika evropske integracije in tisto, kar Veliko Britanijo v temeljnem zanima. In tisto, k čemur je tudi Evropska unija zavezana, da mora ohranjati in da tudi Evropska monetarna unija ne sme povzročati, ali pa razlike v vključevanju Evropsko monetarno unijo ne sme povzročati distrakcij na delovanju skupnega trga. Tako da, jaz mislim, da Brexita ne bo, vendar tudi po Brexitu, potem, ko bo to vprašanje na ravni Velike Britanije zapečateno za nekaj desetletij, ko ne bo novega referenduma, upam, bo potrebno na ravni Evropske unije najti nek način, neko sistemsko ureditev, ki bo omogočila britansko bivanje izven evra
pa hkrati, da bo ta skupni trg ohranil integriteto. To bo izjemno težko, ker na vsak način nečlanstvo v skupni valuti evro povzroča eksternalije na skupnem trgu in še posebej povzroča jasno te potencialne eksternalije, negativne eksternalije na področju finančnih trgov, za kar je pa London izrecno zainteresiran. Tako da tukaj bo seveda prelito še veliko črnila, ampak bo potrebno tudi ogromno političnega, strateškega pristopa, da bomo ta vprašanja na nek način, ki bo še sistemsko viabilen, uredili. Bi pa, ko že govorim o denarju, pa o financah, rekel samo še nekaj. Zakaj je vse tako težko? Zakaj so ta vprašanja tako težka? Zakaj smo vsi tako skeptični, ali bo predlog poročilo 5 predsednikov kdajkoli realizirano? Ne samo zato, ker gre za denar, seveda gre za denar, ampak zato, ker govorimo o bistvu demokracije. In kaj je bistvo demokracije? Bistvo demokracije je bilo in je in ostaja no taxation without representation. In tisto, kar se bo zgodilo v Evropski uniji, kot je že nakazal Igor in kot se dogaja že sedaj, je redistribucija. Če bomo mi želeli imeti novo, dejansko enotno fiskalno politiko, bo neizbežno redistribucijski tok moral teči iz bogatega severa na manj bogati jug. In zato bodo morali tisti, ki so v Nemčiji, torej davkoplačevalci, njihovi državljani, imeti nek občutek solidarnosti do tistim, ki so na jugu, in nemški demokratični proces bo moral to požegnati. Vsi vemo, še posebej pa Slovenija iz časov nekdanje Jugoslavije, kako zelo je to težko. In še posebej, kako zelo je to težko doseči v času kriz. Zato bo potrebno v Evropski uniji res imeti močan, rigiden, racionalni okvir in zelo odgovorne politike, ki bodo svoje volivce peljali v tej smeri. Bojim se, da ta populizem, ki je zdaj na prevladi, Evropska unija pelje točno v nasprotno smer. Točno v tisto smer, ki je globalizacijsko neviabilna, ki je ekonomsko, finančno nevzdržna, je pa politično, kot vidimo tudi pri nas, nadvse privlačna. Še zadnje vprašanje zadam, morda veliko smo govorili danes tudi o voditeljstvu. Vidvi imate izkušnjo iz evropske politike. Vidite dovolj voditelja oziroma potencijala za to, da bi nekateri potegnili ta voz naprej. Imamo danes takšne voditelje, kot smo jih imeli včasih, ki so postavljali to Evropsko unijo? Jaz sem bila že prej malce kritična do voditeljev in mislim, da če bodo te ostali še naprej, da bodo morali svoje voditeljstvo nadgraditi. Ampak to pa, da ne bi bilo potencijala v Evropski uniji, to pa seveda ne drži. Jaz mislim, da je potencijala ogromno, samo prave ljudi je treba izbrati. Da zaključim najbrž svoje misli še z nečem, kar ni bilo tukaj morda dovolj poudarjeno. Poglejte, Evropska unija je bila grajena za mir in Evropska unija je bila grajena za čase, ko ni težav. In ob tem, ko so se dograjevali vsi ti inštrumenti z vedno novimi pravicami, se je najbrž včasih malce pozabilo na odgovornost. In ravno zato, ker ta odgovornost ni dovolj poudarjena in jo od posameznih držav ni mogoče zahtevati, ni jo mogoče doseči, obstajajo sicer neki teoretični inštrumenti, ampak v praksi je to zelo težko izvedljivo, najbrž je tudi ta situacija takšna, kot je. Tako da vsi ti ukrepi, tudi to poročilo 5 predsednikov, ta večja integracija gre v smer, ko se zahteva več odgovornosti. Za več pravice zahteva več odgovornosti. In v končni fazi, če bo uspelo, da bomo nekoč vso to monetarno unijo nadgradili tudi za fiskalno unijo, gledajte, da bi zagotovili uresničevanje teh idej, prerazdelitev iz bogatega v revnejši del Evrope, da bi bili nekoč bolj enaki, bi morali imeti približno 20% bruto domačega proizvoda v budžetu, ki bi omogočal prerazdeljevanje. Tako je v državah ponavadi.
20%, tako imajo tudi ZDA približno. Ne. Medtem ko danes je situacija v Evropi takšna, da imamo na voljo 1%. Zelo daleč smo še do tiste točke, ampak jaz verjamem, da nas bodo dogodki v prihodnosti, ki najbrž ne bodo najbolj ugodni za Evropo, prisilili tudi v to, da bomo razmišljali hitreje. In da bomo na koncu prišli tudi do te rešitve, ki se danes zdi še kar precej utopična. Hvala lepa. Jaz bi želela pred tem političnim vprašanjem, tukaj smo zdaj na koncu govorili, kot da manj razvite države v tem trenutku od bolj razvitih ne dobijo nič. Mislim, da ni to čisto fair, ne. Velike, bolj razvite države so pravzaprav že danes neto plačnice v evropski proračun in manj razvite države dobi. Če bi tak pogovor zdaj vodili v Nemčiji, mislim, da bi bili zelo kritični do naše razprave, da prispevajo, da nič ne prispevajo. Lahko se pogovarjamo o tem, ali je ta delež treba povečati ali ne, ampak ta distribucija lahko premajhna, na nek način teče. Tudi Slovenija je neto prejemnica, mislim, da okrog 200 milijonov evrov na leto. Kar se tiče tega, ali v Evropi imamo politike, ki so to sposobni izpeljati, jaz sem prepričana, da jih imamo tudi v strukturi, ki je zdaj ali in v evropskih inštitucijah in v državah najdemo ljudi, ki so to sposobni speljati. Zelo pomembno ali pa bistveno se mi zdi pa to, da si bi najprej znali postaviti skupen cilj, brez tega ne bomo naredili nič in ga potem seveda iskreno zagovarjali in pripeljali do konca, skratka ga dosegli. Jaz bom rekla, da je moja izkušnja, da tudi na Evropskem svetu, kjer sedi 28 voditeljev držav, se kakšna odločitev sprejme z figo v žepu, smo se bili sposobni 3-4 ure pogovarjati o tem, a bo na koncu stavka pika ali vejica, zato, da je lahko eden ta stavek interpretiral tako, drug pa drugače. Tega ne sme biti. Skratka, če se dogovorimo, to je naš skupen cilj, moramo vsi stati za tem in ljudi prepričati, da je to tisto, kar je dobro za njih. Najlepša hvala. Vprašanj je ostalo še veliko, žal je časa zmanjkalo. Prav pa je, da damo priložnost še vam, spoštovani gosti, za vaše vprašanja. Kdo bo najbolj pogumen? Nihče zaenkrat. Potem pa se lahko dotaknemo še nekaterih drugih vprašanj. Gospod Masten, eden od predlogov, ki je mene zelo presenetil v tem poročilu, je tudi skupno predstavljanje v Mednarodnem denarnem skladu. Se vam zdi, da je to res tako, da bi bil to ukrep, ki bi imel veliko dodano vrednost, glede na to, da se najbolj usodne odločitve vedno sprejemajo v nekih ožjih krogih najpomembnejših voditeljev. Tako je bilo denimo tudi v primeru Grčije. No, primer Grčije je bil tudi zelo operativen. Pač nobena inštitucija na evropski ravni ni imela ekipe ljudi, ki bi šla v državo in začela zadeve rihtati. To pomeni, da vstopiš skozi vrata, odpreš računalnik in začneš zbirati podatke v enem Excelovem spreadsheetu.
Tako da pač to je bilo zdaj pač nadoknadeno in Mednarodni denarni sklad recimo ob reprizi grških težav ne bo imel več tako velike vloge. Mislim, da je to zgolj, ker gre za pač, gledajte, Mednarodni denarni sklad bo moral narediti na ravni Mednarodnega denarnega sklada se bo odvila diskusija mednarodnega finančnega vodenja, governanca. Torej, tisto, kar so naredile v preteklosti ZDA, Japonska, Velika Britanija ter na koncu še ECB, so konkurenčne ekspanzije, ki povzročajo seveda en del finančne nestabilnosti v hitro rastočem delu sveta in ta seveda logično, glede na to pravim, da je center gospodarske moči skoncentriran tam, ta trenutek bo zahteval redefiniranje pač IMF-a kot koordinatorja pri morebitnih podobnih ukrepih v prihodnosti. Edino smiselno je, da ima Evropska unija pri teh diskusijah en glas. Hvala. Mogoče zdaj kakšno vprašanje še iz publike? Zaenkrat ne, potem bi se pa vsem skupaj lepo zahvalila. Morda bo pa zdaj le krajši odmor še publiki dal malo energije za nadaljnjo diskusijo. Hvala.